Spoštovani, zbrani, prijazno pozdravljeni in dobrodošli. Koroški medgeneracijski center predstavlja na Ravnah osrednji prostor zbiranja in druženja v lokalnem okolju. Uporabnikom so na voljo prostori, vodene aktivnosti in vsa strokovna podpora. Center je na voljo za neformalno druženje, za srečevanja, ki posameznikom omogoča vzdrževanje in širjenje svoje socialne mreže. KMC na Ravnah je stičišče poti mladih in mladih po srcu, vseh ljudi, ki dobro mislijo in vseh, ki vidijo, kako zelo potrebujemo drug drugega. Kdaj za družbo, kdaj za učenje, kdaj zgolj za kratek čas in kdaj tudi kar tako, da vemo, da nismo sami. KMC je, če sem slikovita, bogata jesenska bera sadežev družbe, od naših najmlajših preko vseh, ki aktivno gradijo in sooblikujejo naš vsakdan, pa vse do najbolj sočnih in dragocenih sadežev jeseni, ki jih odlikujejo izkustva, modrosti in vsebine. Naši prvi nastopajoči so sadeži upanja, ki so vse prej kot majhni. So najbolj iskreno in kdaj tudi najbolj boleče spoznanje, da čas vse prehitro teče. So vir in naložba prihodnosti in še kako glasen opomnik kot slika v zrcalu, ki ne olepšuje in ne filtrira, pač pa jasno odseva našo družbo. Ob prazniku KMC so uvodoma dogodek s pravljico že pozdravili vrtčevski otroci v dveh skupinah enote vrtca Ravne Ajda, ki bodo do konca dogodka pod budnim očesom mentoric pripravili še slasten zeliščni namaz. Zdaj pa med nas prihaja zopet vrtec Ravne, enota Solzice v dveh skupinah, ki bodo nastopili s skladbama Nikoli slabe volje in Vremenska poročila. Dajmo en velik aplavz za enoto Solzice, vrtca Ravne. Hvala lepa vsem našim najmlajšim nastopajočim. Jutri 20. maja na Svetovni dan čebel, brez katerih ni ne cveta, ne sadeža, niti življenja, tudi Koroški medgeneracijski center ponosno praznuje 8. obletnico svojega delovanja. V tem še nepolnem desetletju se je pri nas na Trgu Svobode v medgeneracijskem centru odvilo veliko aktivnosti, dogodkov, izobraževanj, delavnic in, kar je najpomembnejše, medgeneracijskega povezovanja in druženja, pri čemur so se stkale številne vezi prijateljstva, na kar smo izjemno ponosni. Tudi zadnji 2 težki leti, ko nam je življenje in tempo narekovala koronavirusna bolezen, velikih upov in sil niso uspele ustaviti in zatreti. Vse aktivnosti centra, kot so Koroški miks, medgeneracijski atelje, literarna čajanka, ustvarjalna delavnica, pogovorna skupina analize, bršljanke, gledališka skupina, karte, ura s fizioterapevtko, cukrdoza, plesna skupina Rešilje, svetovalni kotiček družabne igre, sobotni klepet ob kavi, tibetanske vaje, blagovna menjava, učna pomoč za mlade ter zajtrk na ulici so zopet zaživele.
za kar jim vsi iskreno čestitamo in njihovo voljo pozdravljamo z glasnim aplavzom v podporo. Še več. Pravijo, da se iz bolečine rodijo najlepši biseri, nastala je celo nova skupina Dčvem, ki izdelujejo mila iz naravnih sestavin in eteričnih olj. V medgeneracijskem centru Ravne izvajajo tudi nekaj za lokalno skupnost nepogrešljivih in izjemno pomembnih projektov, pa naj omenim samo razdeljevanje hrane, pri katerem se na letnem nivoju zbere 20 ton hrane in razdeli med pomoči potrebne občane. Pa projekt Doživljajski park Poseka, projekt Las varno v nov jutri ter projekt Medgeneracijsko povezovanje v sodelovanju z občino Ravne na Koroškem. Vestno ohranjajo stare in venomer spletajo nove vezi. Na te slednje so še posebej ponosni in se jih veselijo tudi v prihodnje. Naj omenim letošnje novo sodelovanje z noto vseživljenjskega učenja in Ljudsko univerzo Ravne na Koroškem. Pa junijski dogodek Tečem, da pomagam v sodelovanju z Lions klubom v Grajskem parku, ki je poleg rekreacije in ozaveščanja namenjen pomagati slepim ter slabovidnim osebam. Od tega meseca dalje pa so dvakrat tedensko vsak torek in četrtek med 10. in 12. uro prisotni tudi v medgeneracijskem centru na lokaciji v Kotljah. Torej pridejo tudi na dom. Za našteto smo jim ponižno hvaležni in veselo ponosni. K besedi pa zdaj vabim strokovno vodjo ter zakonito zastopnico Koroškega medgeneracijskega centra, magistrico Marijano Kamnik, pobudnico, srce in motor Koroškega medgeneracijskega centra. Prosim, spoštovana gospa Marijana, da nas nagovorite. Najprej lepa hvala, dragi naši otroci, za ta čudovit uvod. Moram vam reči, da vas zelo pogrešamo in komaj čakamo, da pridete tudi v notranje prostore našega centra. In lep dober dan, spoštovani vsi, na praznovanju 8. obletnice. Že 8. ponosno stojim pred vami, da vam povem, kako smo, da vas povabim na naše aktivnosti in da se vam zahvalim za vse, kar dobrega naredite za medgeneracijski center in za lokalno skupnost. Torej, kako smo? Odlično. Tako, kot smo bili pred epidemijo, mogoče lahko rečem, da v nekem smislu še boljše. Vedno več vas je, aktivnosti delujejo enako kot prej, nove aktivnosti smo začeli, tako da smo v dobri kondiciji. Torej, povabilo na vse aktivnosti, če obstaja še kakšna ideja v občini za nas, prijazno vabljeni in pa lepa zahvala vsem. Najprej občini, najprej županu, za vso podporo od začetka, od ideje do danes, občini, občinskemu svetu, vsem, ki podpirate naše aktivnosti in pa predvsem lepa hvala vam, dragi prostovoljci, za vsak vaš trenutek časa, ki ga namenite za medgeneracijski center. Zelo smo hvaležni in zelo ste nam dragoceni, vsi mentorji in vsi člani. In pa lepa hvala moji zdajšnji ekipi, ki je dala nov veter medgeneracijskemu centru. Lepa energija je ponovno v centru, tako da Nataša, Borut, Marko, Boštjan, hvala lepa in velik aplavz k vam. Novi časi prihajajo in nove priložnosti za nas, tako da verjamem, da jih bomo vsi izkoristili. Hvala. Koroški medgeneracijski center predstavlja bogat nabor možnosti in pestro paleto sodelujočih. Te, ki se mi že pridružujejo na našem odru, druži moto, da kdor poje, zlo ne misli. In jih druži dobra volja, pesem in veselje. Ne le tisto, ki ga širijo, pač pa tisto do življenja. Del utripa Koroškega medgeneracijskega centra bomo ob njihovem prazniku skušali deliti z vami. Od tistih najbolj slastnih dobrot do vsega, kar tukaj počnejo in ustvarjajo. Zdaj pa nam bodo zapele članice skupine Koroški miks s pesmijo, ki bomo vsi, ki imamo radi naravo, naše hribe in svež zrak, pa lepo vreme, z veseljem prikimali. Sijaj mi sončece in skupina Koroški miks. Sijaj mi sončece, sijaj mi sončece, dolina ravno poli, tam, kjer je moje sekle, dolina
Hvala lepa, spoštovane dame. Že preden ste se vi zbrali tukaj, so pele, da je lepo na deželi, zdaj je sijalo sončece, ki je pridobilo še na moči ob njihovi pesmi. Še enkrat pospremimo, drage dame, skupine Koroški miks z velikim aplavzom pod vodstvom gospe Nevenke Lesjak, ki je prav tako neumorna s svojimi pevkami. K besedi pa v nadaljevanju vabim prav tako enega zaslužnih za ustanovitev Koroškega medgeneracijskega centra, soustanovitelja in celo drugega predsednika Koroškega medgeneracijskega centra, spoštovanega direktorja Koroškega doma starostnikov Črneče, gospoda Srečka Mlačnika. Spoštovani gospod Mlačnik, prosim, da nas nagovorite. Hvala za besedo in lep dan vsem prisotnim. Kratek bom. Pred 8 leti je bil dan podoben, kot je danes. Jasen in svetov. Ali kot je napisal pisatelj, zvenel je, kot bi bil iz čistega brona vlit. Ta zven se je ohranjal 8 let. Še danes zvenijo besede od takrat, da bo medgeneracijski center na Ravnah stičišče generacij in ta zven, sem prepričan, se bo nadaljeval tudi vsa prihodnja leta. Res, naj bo ta dan, kot bi bil iz brona vlit. Lep pozdrav vsem. Hvala lepa. V našem mestu s 70-letno tradicijo, ki jo beležimo ravno v letošnjem letu, smo izjemen primer medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja. Zahvala za slednje gre pripisati današnjim slavljencem, torej Društvu Koroški medgeneracijski center na čelu z neumorno magistrico Marjano Kamnik in Društvu upokojencev Ravne, s katerimi delimo staž po starosti mesta. K besedi bom v nadaljevanju povabila prav tako soustanovitelja ravenskega KMC, predsednika Društva upokojencev Ravne, občinskega svetnika in našega spoštovanega gospoda Jožeta Prednika. Gospod Prednik, prosim, povabljeni k besedi. Hvala lepa, lep pozdrav tudi v imenu Društva upokojencev in pa sinoč me je klical Jani in se opravičuje, ker pač ne more biti prisoten. Brez očal pač ne gre. Konec vojne in veliko razdejanj in pomankanja je prineslo leto v maju 1945. Bil sem v 7. letu, v jeseni sem šel v 1. razred osnovne šole. Spominjam se dogodkov, ki so bili takrat vsaj pri nas doma še prisotni. Takrat so hodili od hiše do hiše obrtniki in ponujali svoje storitve. Štera, smo jim rekli. To so bili krojači, pletilci košar, korpov, košev, pa mlatiči so hodili po kmetih. Ostal mi je pa v spominu krojač, krpal in šival je, tako da je starega naredil zmeraj kaj skoraj novega. Tistikrat je bil pri nas krojač, ko je vse pokrpal, teden ali dan več je rabil, nato je pobral svoje stvari in odšel dalje. Zgodilo pa se je, da je istega dne, ko je odšel krojač, prišel v spremstvu uradne osebe, starejši možak. 10 dni bo pri vas, tak je dogovor, tako je sklenil vaški odbor, takrat krajevni ljudski odbor, KLOS smo rekli. Je rekel, pustil starčka in odšel. Bil sem radoveden in vprašal mamo, kaj bo ta možik delal? Vse je zdaj vse pošivano in pokrpano, imamo tudi vsega tega dovolj. Dobil sem obrazložitev, ki je nisem popolnoma razumel, šele kasneje mi je bilo jasno, zakaj. Možakar nima strehe nad glavo. Kar veliko je bilo revežev, ki so hodili od hiše do hiše, vojna pa je naredila svoje in teh nesrečnikov je bilo še veliko več. 10 dni bo pri nas, potem gre k sosedi in naprej, so pojasnili mama. Mi smo mu dolžni dati prenočišče in hrano. Zdaj je poletje. Starejši bratje radi spijo na seniku, tako da tudi s posteljo ni težav. Mami so se taki ljudje smilili in so vedno imeli dobro besedo za njih. Tak je moj spomin na nudenje pomoči, ki so ostali na cesti s culo v roki v tistem burnem času po vojni. Danes je drugače.
Pomoči nudijo številna društva in seveda občina svojim občanom. Številni domovi so zatočišče, kjer lahko vsak preživlja obdobje starosti, kot se za človeka spodobi. Na Ravnah imamo že 8 let center, ki z Marjanino posadko skrbi za vse, ki koristijo dejavnosti in ki jih v centru ni malo. Skoraj vsak lahko najde kar nekaj zase. Hvala občini, županu, kolegom, svetnikom za posluh, ki ga imajo za vse, ki pomoč potrebujemo. Hvala Darji, ki še posebej skrbno gleda na vse, ki jim pomaga v njihovi stiski. Hvala za prevoze s prostoferjem, kar je velika pomoč predvsem starejšim in invalidom. In nazadnje hvala vsem prostovoljcem, ki kjerkoli pomagate, dajete svoj čas tistim, ki so osamljeni in pomoči potrebni. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Prednik, tudi vam. Tisti, ki vedno z veseljem priskoči na pomoč ob naših dogodkih in ki mu vedno z še večjim veseljem radi prisluhnemo, pa povezuje koroško besedo in peto pesem. Povezuje generacije, ki smo rasle ob pogostem poslušanju staršev o fršolanju in se podili grta padovta po našem mestu. Naš največji slovenski kantavtor s homažom Uršli Gori, naši zaščitnici, Milan Kamnik. Ušla gora je pa še bolj dolgo. Vsako jutro vzide sonce, prvo se zbudiš in umiješ svoje sence. Takrat najlepša si. Tvoj kmetje v tvoj les in na polja gredo. Ni sinovi pa fabriko. Takrat presrečna si. Edina priča si življenja naše reke. Edina priča si gospodstva nekdanjih grofov. Edina priča si bojev liških knapov. Nema priča črnih konjev. Daješ in svobodo vsem, hodijo po tvojih stezah. Tvoji študentci ne usihajo, samorastniki ne umirajo. Tvoje ptice zmeraj pojejo, požiralniki še živijo. A ti mogočno stojiš in gledaš, kako lep je ta na svet. Sedel, da saj enkrat bi to zemljo v dlaneh imel. Voran si pisal o tebi, jaz bom pa pel. Voran si pisal o tebi, jaz bom pa pel. Jaz bom pa pel. Jaz bom pa pel. Jaz bom pa pel. Hvala lepa. Hvala lepa.
KMC je del ravenskega vsakdana in ne znamo si zamisliti več utripa brez njih, že samo izpovedanega poprej iz naslova projektov, pri katerih računamo nanje in ki jih odlično izvajajo, ohranjajo ali obujajo v novo življenje na Ravnah na Koroškem, mestu s 70-letno tradicijo. Letos so na naše veliko veselje na pobudo župana dr. Tomaža Rožena z veliko vnemo in še večjo mero odgovornosti prikimali sodelovanju pri organizaciji poletnega varstva otrok, ki bo v mesecu juliju ter avgustu potekalo v Koroškem medgeneracijskem centru kot koordinatorji poletnega varstva otrok prve triade staršev otrok, ki bi sicer, ko se zapro šolska vrata, ostali brez organiziranega varstva. KMC je postal v lokalnem okolju v vseh teh 8 letih svojega obstoja pomembna točka tkanja vezi in med različnimi institucijami predstavlja nepogrešljivo povezavo. Predstavlja prostor druženja, vseživljenjskega učenja in informacijsko središče za pridobivanje informacij. Njihovo udejstvovanje in organiziranost ponosno in z velikimi pričakovanji ter čestitkami za preteklo prehojeno pot spremlja velik pobudnik medgeneracijske povezanosti, župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen. Lepo povabljeni k besedi. Hvala lepa, lep pozdrav vsem v imenu občine Ravne na Koroškem, spoštovana predsednica našega društva Koroški medgeneracijski center, spoštovani gostje, spoštovane članice in člani našega društva. V imenu občine lahko na prvem mestu čestitam za vašo oziroma našo skupno 8. obletnico. Kot je gospod Kamnik dejal, pred 8 leti smo vsi skupaj, nekoliko mlajši kot danes, 8 let mlajši, stali tam, ko je takratna ministrica za delo, družino in socialne zadeve tudi odpirala ta naš Koroški medgeneracijski center. Lahko rečem, da z vidika občine ste zagotovo presegli vsa takratna pričakovanja, razvili ste odličen, kot Marjana večkrat poudari, odlično 5 iz šolskih ocen, odličen medgeneracijski center in lahko rečem zagotovo najboljši na Koroškem in pa zagotovo tudi eden najboljših v naši celotni državi. Velikokrat se pred kolegi župani pohvalim, da naj mi ne govorijo o medgeneracijskih centrih, ker vem, da na Ravnah je eden najboljših. Hkrati je to bil odgovor občine na izziv starajoče se družbe. Starejši generaciji smo želeli zagotoviti okvir bogatega življenja in lahko rečem na podlagi dobrega dela ekipe Koroškega medgeneracijskega centra in pa odziva vas članic se lahko pohvalimo res tem, kar imamo. Niste samoumevni v našem mestu, niste samoumevni v naši občini, na vas smo vedno znova ponosni in vedno znova vidimo, da lahko računamo na vas. Nazadnje je bilo to v tem otroškem varstvu, ki je bilo že omenjeno. Na Ravnah letos prirejamo varstvo otrok med počitnicami v nekoliko boljši obliki kot lani in zopet smo lahko računali na vas, članice in člane Koroškega medgeneracijskega centra. In pa navsezadnje se lahko tudi ob tej 8. obletnici poleg čestitke zahvalim najprej mogoče obema soustanoviteljema, Domu starejših Črneče, brez katerega zagotovo Koroški medgeneracijski center ne bi bil, kar je. Zahvala direktorju gospodu Mlačniku in pa klic novi direktorici, da bo še naprej kot ustanovni člen stala ob strani našemu centru. Brez Doma Črneče bi bilo bistveno slabše in pa tudi društvu upokojencev, ki je nudilo druge vrsto pomoč, da lahko danes s ponosom tukaj stojimo in praznujemo 8. obletnico. In pa navsezadnje to, kar sem želel poudariti, 10 let že imamo status starosti prijazna občina in zagotovo brez medgeneracijskega centra bi ta status lahko nam tudi že odvzeli. Navsezadnje pa, da zaključim, je velik ali pa delno otrok vašega dobrega dela, utemeljitev, tudi dejstvo, da se tukaj v mojem pogledu za vašimi hrbti gradi center Kora, center skupnostnih storitev, kjer bo še nadgrajena infrastruktura, še nadgrajene storitve. To se imenuje center skupnostnih storitev za starejšo populacijo, za starejše občane, tako da bo Koroški medgeneracijski center na nek način dobil otroka ali pa nadaljevanje tudi v centru Kora, ki je velik izziv za našo lokalno skupnost, najprej, da se zgradi, potem pa da zaživi in verjamem, da bo medgeneracijski center tudi veliko sodeloval s centrom Kora. Torej, še enkrat čestitke ob vaši 8. obletnici. Ste eno mlajših društev v naši občini, to je tudi navsezadnje res. Naš pihalni orkester mimogrede v juniju praznuje 120. obletnico obstoja, vendar pa računam, da če bodo
razmere dobre, bo tudi morda Koroški medgeneracijski center brez vseh nas tukaj kdaj praznoval 120. obletnico kot naš pihalni orkester. Teda vse dobro naprej. Hvala lepa gospodu županu. In za predah še skladba, ki lepo opiše naše mesto, ki je ravno samo v imenu Milan Kamnik, Grta Padovta. Dva stavka, že manj reči. No, pred koro je bil sigurno duo kora, pa ansambl kora, tako da glede avtorskih pravic smo še pravhali. Grta Padovta, 70 let, če bo še kdo hotel spreminjati ime, ravno na Koroškem predlagam, da bo Gočtan po domače, tako še te pesmi. Ko delavci še nekaj velal, je na Raufanku beso zastal. Milino pa pole zavral, se Gočtano šel samo v prav. Igra to mesto iz nemškega trga, coh je pripelo Bosanca pa Srba. Je deva Budojca vse pridne roke, vsak bajto je spolna mehne obroke. Pa se oblast spremeni, ko gre skozi cajt. Če se kaj ne dopade, je treba posprejt. Se Gočtan je zbrisal, vseh sem ne videl, so parole spominle na fabriškem zidu. 93 stink za den do fabrike, v šihtu napir za odcepkove slike, za večni spomin, lega, mam te, stokar si pa ti, kaj si sam ti zdaj. Če bi bil politik, bi sedel v kancliji, pa tuhtu pa gruntu, da naredil bi prav. Za zmem bi zapisal, ponošet ga Ravta in ravne premenul. Grta Padovta, pa je ravno pokrivo, sem se šolje učil, pa v glato okroglo, da špengler bi bil. Danes Grta Padovta, 5 bart na den s ravnem pokl, kada ga če ne gre. 93 stink vsak den do fabrike, v šihtu napir za odcepkove slike, za večni spomin, lega, mam te, stokar si pa ti. Če bi bil politik, bi sedel v kancliji, pa tuhtu pa gruntu, da naredil bi prav. Za zmem bi zapisal, ponošet ga Ravta in ravne premenul. Grta Padovta, za zmem bi zapisal, ponošet ga Ravta in ravne premenul. Grta Padovta. Hvala lepa. Hvala lepa, Milan. Besedo pa v nadaljevanju predajam današnjemu slavnostnemu govorniku, človeku z vizijo, ki je sodeloval tudi pri snovanju koncepta za eno najpomembnejših pridobitev našega mesta, Centra skupnostnih storitev Kora, predsedniku mestnih seniorjev, gospodu Jožetu Božiču. Prosim, spoštovani gospod Božič, beseda je vaša. Pozdravljeni tudi v imenu seniorjev in seniork. Ker je bilo o vsebini že več govora prejšnjih govorcev, bi jaz podal malo kronološkega pregleda tega dogajanja. Vse je nastalo približno pred 10 leti v mesecu maju, ko je občinski svet sprejel sklep, da župan podpiše Dublinško deklaracijo, to je listina o sodelovanju občin, v smislu občin starosti prijaznih. Tako je postala občina Ravne tudi ena izmed takrat 4 ali 5 občin v Sloveniji,
ki smo pristopili k temu dogajanju. Moram spomniti na Antona Trstenjaka in njegov inštitut. Anton Trstenjak je bil filozof, antropolog, teolog, ki je že v sredini prejšnjega stoletja razmišljal o vlogi starejših in v povezavi njih z vsakdanjostjo. To delo nadaljuje sedanji inštitut Antona Trstenjaka v Ljubljani, ki je nam v začetku dajal smernice in usmeritve za naše delo. Nič ne pomaga, če pride usmeritve iz urbanega središča v ruralno, čeprav je ravno urbano središče, ampak imamo se za ruralne. Sedaj to sicer pogrešamo, ampak ne rabimo. Sej sami najdemo vsebine in smo jih tudi našli. S tem razvojem, ki ga je podpirala občina, je potem prišlo še vse nadalje delo. Imenoval se je odbor mestnih seniorjev, približno pred 10 leti, ki pač ga vodim tudi jaz vsa leta. In smo takrat iskali vsebine, predvsem povezovalne vsebine v občini Ravne z mlajšimi in starejšimi in tudi srednjo generacijo. Saj takrat smo bili še malenkost mlajši, torej 10 let. Našli smo vsebine, ki se sedaj razvijajo v medgeneracijskem centru. Našli se bojo tudi še druge vsebine, saj povezovanje z domom starostnikov, z društvom invalidov, z upokojenci, to poteka vsa ta leta in brez njih tega ne bi bilo. Vemo, da je v zakonu, pač po domače rečeno, da 7 let, če zakon preživi, potem bo živel naprej. Torej, naš medgeneracijski center je preživel 7 let, torej je že 8. leto in tako bomo živeli tudi naprej. Veliko upanja nam daje predvsem to, da to vodstvo pod predsednico, ki je, kot smo rekli, že tretja, prva je bila Vera Krajnc, potem je bil nekaj časa Srečko Mlačnik, ampak že 8 let, skoraj 8 let, vodi pa sedanja predsednica Marjana Kamnik. No, želim, da bi še sodelovali tako naprej. Lepo. Sej vemo, da je kot strokovna delavka in kot začasna predsednica dala vso dušo v to delo. Samo kaj pomaga samo duša, če ni vsebine, pa če ni ostali ljudi, ki to pomagali. Srečo smo imeli s strokovnimi delavci oziroma z delavci, ki delajo v tem centru. Srečo smo imeli z vsemi prostovoljci, srečo smo imeli z mlajšo generacijo, starejšo generacijo. Saj vidite tu te skupine pevk nastopajočih, da to izhaja iz tega centra. Po mojem mnenju to ne bo zamrlo. To bo povezovalni člen med Koroškim medgeneracijskim centrom in nastajajočo Koro, ki bo, upamo, poživela ta naš grad, ki je tako dolgo samel in bil dejansko v sramoto. Sedaj pa bo veduta drugačna in bo nam vsem v ponos star grad, poleg njega pa stavba za starejše, željne sodelovanje z mladimi in upanje na lepo starost, ker tudi starost je lepa. Če si kolikškaj zdrav, pa da si delaven, je starost lepa. Drugo so pa druge težave. Ne bi več govoril toliko o tem, bi samo to še rekel. Sem eden izmed tistih, ki smo pred več kot 40 leti na Ravnah govorili v raznih odborih, da je potreba, da dobimo na Ravnah tudi eno obliko enega doma. Takrat zaradi ne nagajanja, ampak različnih mnenj
do tega ni prišlo. Vse je bila takrat ena občina Mežiške doline, to je bila občina Ravne, ki je povezvala Črno, Mežico, Prevalje in Ravne. Takrat pa ni bilo, na Ravnah ni bilo soglasja, da bi dom stal ob kopališču oziroma na lokaciji kopališča. In je takrat bila odločitev, da se je dom naredil na Prevaljah. Kar pa sploh ni slabo, ampak mi nimamo doma na Ravnah. No, sedaj pa je generacija mlajših, tisto, kar prisegamo. Čeprav župan je že 10 let starejši od takrat, ampak je bil še med mlajšimi. Generacija mlajših je uspela to, kar smo sanjali mlajši pred 40 leti, kar smo sanjali pred 10 leti in je bil sprejet sklep o gradnji doma, to je pa približno zdaj 3 leta nazaj, da je bil ta sklep sprejet. Torej, vse to je povezano z odborom seniorjev in seniork, z delovanjem društva, medgeneracijskega društva oziroma medgeneracijskega centra, sodelovanjem doma starejših oziroma doma starostnikov Črneče, sodelovanju upokojencev, sodelovanju občanov. Torej vsem lepa hvala za vsak vas prispevek, ker nimam nič napisano, sem tresel sami sebe. Upam, da je bilo to zadost, ker vsebino ste slišali prej. Čestitam vsem, čestitam tudi sebi, da smo zdržali. Hvala. Spoštovanemu predsedniku mestnih seniorjev, gospodu Božiču, zahvala za vso opravljeno delo in misli, ki ste jih delili z nami. In ali ste opazili, kako se v KMC vsak fajn počuti? Preprosto zato, ker smo tu vsi prave starosti, saj napačnih let za medgeneracijsko sodelovanje, povezovanje in vseživljenjsko učenje sploh ni. Stara metla pozna vsak vogal, pravi nemški pregovor, mi pa vsako Milanovo pesem. In tale je ena mojih najljubših, ne le zato, ker opeva moj pogosto izrečeni pregovor, pač pa tudi zato, ker slikovito spomni, da so spremembe edina stalnica v našem življenju in da je svet lepše in lažje sprejemati, če nanj ne gledaš preresno ali z nekoliko optimizma, smeha, humorja in dobre volje. Milan Kamnik in Tiha voda Vejke Grabne deva. Ja, naslov vse pove. Tiha voda so vsi z imeni in priimki v medgeneracijskem centru. Prostovoljci pa kavbojci pa vsi. Tako da. Malo sem jih ljubil, še tiste sem zgubil. Zato sem štek dolgo ledi bil. Sem že mehen bil kšajt, potrud sem pa ožnil. Če je kira pa nesva, resničen vržek bil. Ta je potek, da nisem vse vrstni. Tiste gume v trafiki so bile kup fantazij. So zašle pa marleti, na kamnu vsak petik, pa v riži so stale, a na drugo begnale. Kaj pa če bi malo skup? Tiha voda Vejke, smrne od ljudi, rženi krog. Cevno zdrži, tiha voda Vejke Grabne deva. Smrne od ljudi, rženi krog, pa malo mošta. Cevno zdrži. Če bogat bi bil, pa malo maj pil, za kvišno bi skiri odpežen bil. Pravi cec se umaknil in ušte popoknil, pa gaudu naprej, pa
pa rekel drugi Bog te. Dite pa zmen svoje naredijo, to pa tam še požokam, kiro kuhi, cel noč v pantoflah za peči sedim, se zmatran, zašvican, tu Marija mrežim. A grem še enkrat. Tiha voda ujke, Somane odleti, ržene kroh pa. Cel noč drži, tiha voda ujke, grabne diva. Somane odleti, ržene kroh pa malo mosta. Cel noč drži. Hvala lepa, hvala, lep dan še naprej. Hvala, Milan. Verujem v starost, moj prijatelj. Delati in postarati se, to je tisto, kar od nas pričakuje življenje. In to, da si nekega dne star in še vedno ne razumeš vsega, ampak da šele spet začenjaš ljubiti, upati, hrepeneti, da poskušaš vse povezovati z oddaljenim in neizrekljivim, vse tja do zvezd, je zapisal Rainer Maria Rilke. V nadaljevanju ostajamo pri besedah in pri literarni čajanki, ki nam jo bo predstavila gospa Milena Kozelj. Ina Golob bo za nas recitirala Kajuhovo Ljubici za veliko noč, Jožica Brežnjak pa Bandrovko. Prosim, drage dame. Dragi moji, naši, vaši, kakor želite, iskrene čestitke, res iskrene čestitke vsem, ki ste kakorkoli vlekli vidne in nevidne niti, da danes delamo zgodbo, da pišemo zgodbo in beremo pravljico. Iskrene čestitke gospe Marjani Kamnik za požrtvovalno delo, motivatorstvo, da nam nudi kmec streho nad glavo, da smo prijazno sprijete in dobrodošle. Naše počutje je super. Rada bi se tudi zahvalila naši mentorci literarne čajanke, gospo Ivani Prislan, ki je pač danes ni z nami zaradi odsotnosti. Na kratko bom vam poskušala predstaviti naše delo. Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah, in branje je za dušo to, kar je telovadba za telo. Kljub temu, da danes na internetu najdemo skoraj da vse, je še vedno poseben užitek vzeti v roke knjigo in se z mislimi podati na potovanje v drug svet. Ljubezen do knjige, lepe slovenske besede, veselje do pisanja in ustvarjanja nas je pred 8 leti povezali v šopek literarnih čajankaric. Beremo in se v prebranem veliko pogovarjamo. Dobra literatura mora odpirati nove horizonte in nove občutke. Izmenjava mnenj je zelo pomembna. Občutke in spoznanja zapiščemo, iščemo vzporednice v vsakdanjem življenju in se tako bogatimo. Knjige si podarjamo in izmenjujemo. Ko imaš knjigo, ki je polna strasti in duha, si bogatejši. Če jo podariš naprej, si 3-krat bogatejši. Lovimo lepe trenutke in jih zapišemo kot svetlice. Iščemo vrednote in sporednice iz vsakdanjega življenja. Spoznavamo Kersnikove in Ježkove nagrajence, Nobelovce in Prešernovce. Širimo bralno kulturo v prostor. Z avtorsko poezijo smo se predstavili v Ljubljani na dnevih ljubiteljske kulture. Redno beremo z literati Mežiške doline. Na Poljani smo prebirali poezijo skupaj s publiko. Letos bomo že drugič prisotne na festivalu Solzic.
Rade se pridružimo povsod, kjer se širi lepa slovenska beseda, v knjižnici, parku ali kar tako na naključnih srečanjih. Povabljene smo bile k bralni znački Toneta Partliča, kateri nosilec projekta je Koroški dom starostnikov Slovenj Gradec. Na tej bralni, ustvarjalno-bralni delavnici, bom rekla, smo proučile vse vidnejše koroške literarne ustvarjalce. Letos smo posegle onkraj meja in smo z velikim veseljem brale žensko avtorico, pokojno gospo Milko Hartman. Bila je pokončna in klena koroška Slovenka, pesnica in velika borka za slovenščino na avstrijskem Koroškem. Konec vsake bralne sezone naša čajanka izda interni zbornik, v katerem z besedo in sliko dokumentiramo vse naše pomembnejše aktivnosti. Ob okroglih obletnicah se spomnimo naših velikih, Cankarja, Jurčiča, tudi Vodnika in letos Kajuha. Naši članici Ina in Jožica bosta danes predstavila pesnice Milke Hartman in mladega partizana Kajuha, ki je komaj pri 22 letih padel pod streli okupatorja. Letos obeležujemo 100. obletnico njegovega rojstva. Tako mlad in v tako težkih pogojih nam je zapustil bogato, socialno, ljubezensko in uporniško liriko. Nagovarja nas še danes. To je le kratek povzetek našega dela. Verjetno še naokrog ležijo literarne drobtinice, ki bi jih bilo dobro predstaviti. Ampak čajanka bo z zastavljenimi cilji nadaljevala, dokler bomo imeli motivacijo, veselje in dovolj energije za ustvarjanje. Hvala KMC in hvala vsem, ki se udeležujete naših predstavitev. Partizansko poezijo Kajuha najbrž vsi poznamo, ker smo jo učili že v šoli. Pisal je pa tudi drugačne pesmi. Eno takih vam bom povedala zdaj. Naslov je Ljubici za veliko noč. Tako je lepo zdaj, ko spet je pomlad. Tako da bi vriskal in pel preko trat in strastno sesal vse utripe življenja. Veš, v ljubezni sem hotel zapeti. Poglej, pa ne morem srca si ogreti, čeprav je pomlad in je doba vstajenja. Čez gore, tja daleč, tja bova odšla. Tam, kjer peti v ljubezni in sreči ni greh. Tam, kjer ni zlobe in sovraštva v ljudeh. Tam nama ne bodo razklali srca. Jaz bom pa poskušala v koroškem narečju. Store dekve težva. Da bi le prešla bila smrt v enej dračej odrci, da bi me vzala še pred 2 nachtmi, da mi ne bo trebi bondrati. Pa letos še niči prešla bila smrt. Zdaj puntl sem povezala, da bom htanovmo pauro bondrala, sa bom pa kaj navodila. Štek se na sveti mi godi, da meram zmeram bondrati. Za ma nikjer ta pravga domu ni. Bo pa kaj tam v večnosti. Hvala lepa, gospa Kozelj, pa Ina in gospa Jožica, ki jo bom še enkrat povabila na oder. Saj se vsi tako zelo veselimo večkrat omenjenega danes slišano novega centra skupnostnih storitev Kora in tja pelje pot
za katero smo se že naučili, da gre za pot potrpljenja, pot upanja in pot, ki se jo vsi veselimo. In v ta namen sta dami Jožica Brežnjak in Nina Golob pripravili še železno cesto. Bliža se železna cesta, nje se ljubca veselim. Iz Ljubljane v tuja mesta, kakor ptiček poletim. Ak je blizu tista cesta, moraš vzeti me, ljubček moj. Da pogledam tuja mesta, se peljala bom s teboj. Sam se po železni cesti vozil bom od nas do nas. Drugo ljubco vsake mesti imel bom za kratek čas. Ceste tebi ne zapiram. Ne na Dunaj, v Gradec, v Trst. Ti pa mene pusti zmeraj, 5 imam boljših na vsak prst. Ve kranice ste košate, so prijazne Štajerke, Trst dekletama bogate, Dunaj zal oblečene. Smo poštene, me kranice. Vsak leparček ni za nas. Mi pa hočemo biti ženice. Ljubce ne za kratek čas. Ve si pa želte možičke, ki ne stopijo z vojence. Zmeram uprežene osličke, dolgočasne revčeke. Tebe slab v krotkih ticah leče. Bo za klunski kos. Slov bo slovo, boš dal bo deseticam. Pristapljal domov boš bos. Jaz popeljem se v te v Brno snubit judne črne. Bom priženil z ženo črno, peneze v namernike. Jaz pa iz domačih starcev si moža zvolila bom. Imel bo kop peska denarcev, mene varval bo in dom. Žene jaz ne bom zapiral, bav ne bom se za njo nič, nje obresti bom pobiral, živel kakor ptič. Jaz pa hlače bom nosila, gospodar bom čez mošnjo, ne bom vabila na kosila, kogar meni bolj ljubo. Vari, celi dan bo godel, vso noč kašljal stari mož. Bo te še od hiše spodil, ak mu stregla prav ne boš. Jutnja je kot satan zvita. Kadar z njo boš zavozlan, privušila skoporita, komaj ti bo sok neslan. Torej, bodi meni zvesta, saj te ljubim le samo. Kje je še železna cesta, ko mi v zakon daj roko? Tebi, ljubček, bom zvesta. In, no vidiš, pa na koncu več ne znam. Tebi jaz ne bom nezvesta. Tebi jaz ne bom nezvesta, ljubček. Ti si tiček zrel, ko železna pride cesta, vari, da ne boš mi všel. Po njih peljal te ženico bom na Dunaj, v Gradec, Trst. Kazat zvesto jim kranico, ak ne bo na poti krst. A kaj tazga se pripravi, boš počakal, ljubček moj. Vedno mož narman zapravi, če ženico ima si boj. Hvala lepa. In odlična literarna čajanka, kot kaže tudi popotnica za vse, ki se jim želite pridružiti. Če kaj, pa smo se naučili, da moramo peti, ko lahko, se veseliti, ko nam je dano, in plesati, ko je to le mogoče. Za starca je vsak dan nekaj novega, pravi nemški pregovor. In zakaj ne bi plesali tudi mi? Pod mentorstvom Simone Stopar se bodo zavrtele članice Koroškega medgeneracijskega centra. Mistakes in my color TV. I don't care if I lose my hair, 'cause I'm living happily. Well, the sun don't shine in the winter time, but that don't bother me. And the car won't go if you drive too slow, but that don't bother me. And your heart won't ache if you're here to take all this love from me.
Tudi tako poskočno gre. Jesen človeškega življenja je lahko čas velikega zbiranja. To je lahko čas, ko poberemo sadove doživeti. Kot se za vsako slavje spodobi, tudi tokratno ne bo minilo brez okrepčila in priložnosti za čestitke slavljencu, KMC-ju, gospe Kamnik, celotnemu kolektivu in vsem, ki se dnevno trudite, ustvarjate, soustvarjate tukajšnjo zgodbo, iskrene čestitke in veliko dobrega dela. Vsem, ki vam radi prisluhnejo in ostanejo ter sledijo, veliko dobrega počutja v centru in še želja nas in lokalne skupnosti, da boste še vrsto let praznovali med nami in nas povezovali. Zdaj pa še na ob šnitah, si bomo potem še pogledali v oči pa kakšno rekli, da bomo popraznovali. Namesto konca pa poskočno 9. obletnici in vsem naslednjim naproti, skupino Koroški Miks. Marko je poskočen že odkar vemo zase, zanj, prav tako kot vsi akterji v KMC-ju. Marko skače, pa gremo poskočno novim zmagam naproti. Iskrene čestitke. Marko skače, Marko skače, Marko skače, Marko skače, aj, aj, skače, Marko skače, aj, aj, skače, Marko skače, Marko skače, Marko skače, aj, aj, skače, Marko skače, aj, aj, skače, Marko skače, Marko skače, Marka brata skače, aj, aj, Ledo, krasno.